Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Jernej Vrtovec, poslanec in podpredsednik Nove Slovenije. Lepo pozdravljeni in dobrodošel. Pozdravljeni. Se bova tudi tukaj tikala, ne? Ja, absolutno. Dva dobra prijatelja, zakaj pa ne? Najprej še svež predlog Nove Slovenije o obdavčitvi kripta. Veliko pozitivnih odzivov smo prejeli. Dejstvo je, da se obdavčitvi kriptovalut ni mogoče izogniti. Za razliko od vlade pa NSi kripto vidi kot priložnost, ne pa kot nekaj nepotrebnega, kot lahko razumemo vladni pristop do tega. Ja, potem, ko so dodatno obdavčili kmete, normirance, podjetnike, nasplošno ljudi, se je vlada odločila, da bo dodatno obdavčila tudi tiste, ki varčujejo svojimi prihranki v kriptovalutah. Po mojem mnenju popolnoma neprimerno, z 25% obdavčitvijo. V Novi Sloveniji predlagamo drugačen pristop, in sicer naj bo to izplačilo zaslužka na kriptovalutah, naj bo v obliki 5%, potem, ko pride do unovčenja, se pravi izplačila na sam transakcijski račun. Ampak imamo pač opravka z vlado, ki ne razume, da to stiskanje ljudi z davki ne pomeni nič dobrega. In enako velja tukaj za kriptovalute. Mi smo v bistvu edina stranka v državnem zboru, ki je ta problem naslovila. Torej vsi, ki varčujete v kriptovalutah, Nova Slovenija je vaš zagovornik tudi v politiki. Pa misliš, da bo neko razumevanje, da se ta predlog sprejme, ali misliš, da bo mogoče vlada prišla z nekim kompromisom? Jaz bom skušal prepričati poslance vladajoče koalicije, zakaj je to potrebno, kajti kripto je stvar prihodnosti. Mladi varčujejo danes v kriptovalutah in tako naprej. Se pravi, kripto je prihodnost in ne vem, zakaj bi prekomerno obdavčevali nekaj, kar je stvar prihodnosti. To ni stvar preteklosti, to je digitalizacija. Svet gre pač naprej. Jaz bom skušal prepričati vladajočo koalicijo, da dobijo to razumevanje. Nisem pa največji optimist, da bosta in Golob in gospod Boštjančič razumela naša sporočila in sporočila mladih ljudi, ki varčujejo v kriptu. Boš pa mogoče sledil predsedniku vlade in finančnemu ministru, pa še ti odgnal kakšnega podjetnika v tujino? Nikakor ne. Obrtniki, družinska podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, normiranci, to so hrbtenica našega gospodarstva in mi jih moramo ohraniti tukaj, v Sloveniji. Zaradi tega, ker če bojo oni tukaj bili, potem bojo imeli tudi ljudje višje plače. Če bomo bili močna gospodarska družba, potem verjamem, da bomo vsi dobro živeli. Ne gre za velike gospodarske konglomerate, gre za tiste, ki se vsak dan trudijo in delijo, mehaniki, vodovodari, mizari, in tako naprej. In te moramo mi spodbujati, da ostanejo v Sloveniji, ne pa da selijo svoje proizvodnje in sedeže podjetij na Hrvaško ali pa drugam, v Bosno celo, kar govori gospod Boštjančič. Torej mi moramo ta davčni primež zmanjšati, ne samo zaradi gospodarstva, ampak tudi za ljudi. Da bo ljudem od njihove plače ostal čim večji neto, da bojo imeli lahko več. Vidimo pa statistiko, da pač ta vlada ljudi vedno bolj obdavčuje, zaradi tega, da lahko potem financira tudi svojo paravojsko, lahko temu rečemo, tudi nevladne organizacije, da zvišuje javni dolg na ta račun in tako naprej. Gre še ena politika te vlade, tudi na področju davkov se nenazadnje kaže tudi v neki makroekonomski sliki. Zdaj nedavno so prišli podatki o velikem padcu BDP-ja. Ampak v očeh predsednika vlade in finančnega ministra tukaj ni nekih pretiranih razlogov za skrb. Ti si na to opozoril, ampak komu naj zdaj verjamemo, tebi ali vladi? Potrebno je verjeti številkam in številke ne lažejo. Če predsednik vlade reče, najboljši smo v Evropi, vsi nam zavidajo, pa lepo vas prosim, Slovenija ima v evroobmočju največji padec bruto družbenega proizvoda in sicer za 0,8%. Kaj to pomeni? To pomeni, da nas je ta vlada pripeljala pred vrata recesije. V Novi Sloveniji zato imamo rešitve. Treba je davke uokviriti v razumne davke. Vsi vemo, da potrebujemo davke zaradi šolstva, sociale, zdravstva, pokojnin in tako dalje. Ampak ne bojo razumni, da bojo ljudje lahko dihali. Kaže pa statistika, številke ponovno ne lažejo, da smo v OECD-ju v zadnjem letu prav v Sloveniji največ povečali davčno breme in ga dali na ljudi. To pa ni dobro in posledica ta padec bruto domačega proizvoda.
Meni ni vseeno za mojo državo, resnično ne. Eno je populizem, ki ga zganja predsednik vlade Golob, ko govori, da smo najboljši, drugo so pa številke. In jaz se bojim, da če vlada ne bo šla na smetišče zgodovine, da bo Slovenija res tanko piskala v bodoče, da se bodo plače se znižale napram, naprimer, Hrvaški, državam, ki smo jih v preteklosti prehitevali, pa nas danes one dohitevajo, kot so Češka, Poljska, Slovaška. Zato je ključno, da dobimo novo konzervativno vlado. Novo konzervativno vlado, ki bo imela jedro stabilnosti, varnosti za ljudi, kot tudi na drugi strani za obrtnike in mala družinska podjetja. Zdaj, BDP, recesija, to je za veliko ljudi pač neka znanstvena fantastika, ampak konec koncev moramo vedeti, da je BDP v bistvu stanje na naših bančnih računih, v naših denarnicah. Ne? Jaz se tega zavedam, da ljudje ne vedo, kaj pomeni padec bruto družbenega proizvoda, BDP, ali pa kaj je to recesija. Nekateri se spomnijo recesije izpred 15 let, 14 let, ampak, veste, če Slovenija pade v to spiralo negativne gospodarske rasti, to pomeni večjo brezposelnost, zniževanje plač, tudi plač v javnem sektorju, zmanjševanje javne porabe, vsi bomo živeli slabše. In ta padec bruto domačega proizvoda se nam je zgodil izključno zaradi tega, ker smo se tudi zmanjšala potrošnja in investicije. Zakaj torej gospodarstvo ne investira? Obrtniki. Zaradi tega, ker so preveč davčno obremenjeni. Ta vlada je v zadnjem letu pobrala za 1 milijardo evrov novih davkov. Ljudje in gospodarstvo, obrtniki tega več ne zmorejo. In o tem bo tudi debata na Komisiji za nadzor javnih financ o tej gospodarski sliki? Zagotovo, gledajte, v Novi Sloveniji ne bomo obupali pri tem, da želimo obrniti sliko in opozarjati tudi vlado Roberta Goloba, da pač se končno nekako uvidijo, da naše rešitve Nove Slovenije, da imamo prav in da to davčno breme spravimo v razumne okvirje. Zaradi tega bomo naslednji teden o tem govorili v okviru moje komisije za nadzor javnih financ. Jaz želim dobro razpravo, no? Predvsem pa, da že enkrat tudi koalicija uvidi in da je potrebno ljudi razbremeniti, s tem bojo vsi boljše živeli. Ja, upamo na čudež, ali kaj? Pričakuješ tvorno razpravo ali... Ne, to moram priznati, da od Goloba in Boštjančiča v bistvu ne pričakujem nič kaj dobrega za to državo. Verjamem sicer v dobro diskusijo, no? Da nas bojo poslušali, razumeli, bo pa treba to vlado v bistvu zamenjati in šele potem bo tudi gospodarska slika, tudi potem se bojo plače lahko dvignile. Ampak takrat, ko bo Nova Slovenija del nove konzervativne vlade. Ja, z upanjem gledamo v to, ne? Zagotovo, kako pa. Hvala, Jernej, za danes in upam, da kmalu spet. Hvala tudi tebi. Hvala tudi vsem, ki ste naju spremljali, se vidimo kmalu.